tle moramo gledati. Živijo, pozdravljeni. Živijo, pozdravljeni. Kako si, Albert? Tukaj je enih vprašanj, tako da moramo kar hitro začeti v bistvu z odgovori. Ja, zdaj mogoče najprej hvala, ker ste poslali vprašanja in v bistvu omogočili nadaljevanje tega webinarja. Tudi hvala, ker izražate zanimanje za tak način dela. Ko sva brala vaše vprašanja, je mogoče kje tako, da nam kakšen podatek manjka, mogoče sva si zaradi tega naredila tudi kakšno predstavo, ki ni čisto taka, kot ste jo vi želeli posredovati. Tudi midva sva videla, da nekatere najine besede ali pa neke najine razlage ste razumeli na različne načine. Ja, tako da pač tako je in v bistvu imamo komunikacijo za to, da razčistimo te zadeve. Jaz bi se vsem zahvalila za feedback, vsem bi se zahvalila za pač in vaše pohvale in tudi vaše predloge za spremembe in tudi zato, da ste si vzeli čas in nama pojasnili, kako ste določene stvari razumeli, ker se midva tudi z tega učiva in sva videla, da enih stvari nisva mogoče dovolj jasno ali pa na dovolj razumljiv način pojasnila. Tako da bi vam rada zdaj že na začetku povedala, pa še na koncu vam bova enkrat, ta webinar, ki ste ga kupili, bomo v soboto še enkrat odprli za 2 dni in si ga lahko pogledate še enkrat, zaradi tega, ker bi vam rada tekom tele 1 ure v bistvu razložila, kje se ustavljate, kje bolj natančno pogledate, kako stvari grejo, recimo sploh, ko sva govorila o možnosti izbire. Ampak to bova tekom teh odgovorov na vprašanja tudi še večkrat omenila. Skratka, v soboto in v nedeljo boste imeli možnost, da si webinar še enkrat ogledate. Nač, gremo k vprašanjem. Kar tle začnimo pri ta malih. Skratka, 3 leta stara punčka, ki se igra z 2-letno punčko in ta 2-letna punčka ji iztrga igračko, ta starejša si jo verjetno pribori nazaj, ta mala jo ugrizne in si predstavljam, da to spremlja zelo velik cirkus. Kaj zdaj s tem? Ja, to so v bistvu, govorimo o stvarih, mogoče še eno navodilo, ne biti toliko usmerjeni na zgodbe, pač na vsebino, ampak na konkretne stvari, skratka na principe. Tukaj se gre, lahko ugrizne, lahko udar, lahko plune, lahko porine. Otroci imajo zelo veliko različnih načinov, kako protestirajo, kako se postavljajo zase. In naloga nas odraslih pa je, da jih v bistvu naučimo, da to počnejo na nek primernejši način, da jih socializiramo. Pri tako majhnih deklicah, kakor sta tele 2, 3 pa 2 leti, nimamo pravzaprav zelo veliko stvari na voljo. Ena stvar, ki jo midva veva, je, da otroci odreagirajo oziroma majhni otroci zaznavajo veliko bolj neka dejanja, neke spremembe, kot pa če jim skušamo nekaj dopovedati. Midva sva navadno naredila to tako, da sva otroke prijela, jih dala narazen, vzela predmet spora, to se pravi igračko, liziko, hrano, karkoli so že imajo, vzela, dala stran in rekla, ko se bosta lahko igrale na način, da pač se ne bosta grizle in si trgale z rok, lahko dobita to nazaj. In potem sva jim ta način pokazala sva tako pri nama, a mi daš, Albert, igračko. Skratka, znam, lahko prosim, lahko dobim. Otroci skozi izkušnjo se najhitreje naučijo, sploh majhni otroci. A bi ti dodal kaj tukaj? Ja, veliko je teh situacij verjetno in dejansko tem otrokom se ne da dopovedati. Tem otrokom, toliko majhnim otrokom je treba pokazati stvari, to se mi zdi bistveno. In zdaj pač imamo, gledajte, spet vsak ima svoj različen način.
gre samo za to, da tisto, kar naredimo, je dosti jasno, da otrok ve, pri čem je. Tudi še ena stvar, recimo tisti, ki gledate zdaj in boste slišali ta vprašanja, če ste kakšne stvari doma rešili na nek način, ki je bil funkcionalen in ki je umiril stvari, dajte jih deliti z nami, ker s tem blazno pomagate drugim staršem. Skratka, a veste, vzgoja je ustvarjalnost, tukaj ni prav in ni narobe. V nekih situacijah se moramo znajdeti, predvsem je pa pomembno, a veste, velikrat mi zamočimo zaradi tega, ker nas je strah, ker se mi bojimo, da bomo naredili narobe in potem nismo sigurni in otrok to čuti in je samo še večja katastrofa. Pri vzgoji je zelo pomembno, da počnemo tiste stvari, ki se počutimo, da smo ok z njimi, da jih lahko naredimo. Pejmo na naslednje vprašanje. Skratka, 7-letna punca je zelo eksplozivna, pravi mama, da ne zna kontrolirati svoje jeze in da se večkrat zgodi, da sploh pri kosilu ali pri večerji se toliko razjezi, zlasti zaradi, mislim, da mlajše sestre, da vzame krožnik in gre nekam drugam. In skratka, nekaj primerov te kot neobvladljive jeze, to je v bistvu en del zgodbe. Zdaj, drugi del zgodbe je pa, da ta hči 7-letna po noči lula v plenico in je v bistvu to nekaj, kar mislim, da čist spremeni razumevanje tega prvega dela. Skratka, jaz mislim, da v tej zgodbi, zdaj tako, moj občutek je, da mi še nekaj manjka, da mi tukaj manjka nekaj podatkov, ampak ena stvar, o kateri pač razmišljam, je, da ta hči potrebuje neko pomoč pri regulaciji intenzivnih čustev. In ta, bom rekel, izbruh jeze, ena moja domneva je tukaj, da mogoče je se zgodila kakšna sprememba, ki je mogoče rojstvo mlajše hčerke, mogoče še kaj drugega, ne vem, kar je zelo, bom rekel, spremenilo čustveno varnost tega otroka. In mislim, da ta otrok potrebuje pomoč pri tem, kaj se pravzaprav dogaja z njo, kaj se v njej dogaja. To je zdaj precej obširna tema, to je mogoče malo tudi že, bom rekel, tema za individualno svetovanje, ampak o tem, kako pomagati otrokom, ki jih preplavijo ta intenzivna čustva, kako se z njimi pogovarjati, da skratka gre za to, da morajo otroci priti v stik s tem, kaj se jim zgodi, preden oni eksplodirajo, preden naredijo nekaj, kar ni prav. O tem mislim, da to bo naslednji webinar. Posnela kar en poseben webinar, ker je toliko obširna in je toliko enih različnih primerov, da je težko, tako bom rekel, dati neka zelo preprosta navodila. Tako da jaz bi šel na naslednje vprašanje. Skratka, mamica sprašuje, kako spremeniti ritual uspavanja, to, kar zdaj počne, s tem ni zadovoljna, in ali je treba to postopno, ali je treba to naenkrat. Ona pravi, da zanimajo, če sem jaz prav razumela vprašanje, mamico zanima, a to mora narediti naenkrat, a naredi po majhnih korakih in postopno. In če bi naredila po majhnih korakih in postopno, jo pa zraven še skrbi, da bi to pač se predolgo, da bi se zelo zavleklo. Midva sva sva se pogovarjala veliko o tem vprašanju, ker načeloma sva midva pristaša, da se stvari dela po korakih. Ampak pol sva prišla do tega, da sprememba je pač sprememba. In da spremembo
ko narediš spremembo, je to pač en korak, ki se občuti, ki je otroka treba navaditi, ki je treba ustrajati, ki je treba najti način. Zdaj mi dva nimava konkretne zgodbe, kakšen je zdaj ta ritual, ki ga imate, a ne s tem otrokom, in v kaj bi radi spremenili, tako da tle jaz težko odgovorim. Jaz si recimo tako, če si zamislim, da hodimo z otrokom spat in da ležimo z njim v posli in da pol pač otrok zaspi, če smo mi z njim in se zdaj mi odločimo, zdaj pa ne bomo več spali. Ali pa mi zaspimo prej kot otrok. Ja, navadno, a ne? Čakaj, počas. Nekaj se dogaja. Nekaj se dogaja. Evo, a smo tukaj? Eden ne da en znak, da naj jo vidi. Nekaj se je eno kljukco. Vsake toliko časa, ker je tehnologija zamrzne, a je ok, Medej, a si ti tam? A lahko enega lajkija stisneš ali pa nekaj? No, ne vemo, če naj vnote videli, boste se že pritožili. Skratka, gremo naprej. Moja... je v redu, Romana je napisala. Hvala, Romana. Moja domneva je, da recimo ena taka sprememba, evo, super, krasno deluje. Odločim se, da ne bom več spal v posli in seveda to je za otroka, to je sprememba. In zdaj jaz ne vem, kako ne morem postopno zdaj, sam 2 minutke ali pa sam 1 minutko, pa kaj jaz vem. Tukaj se pač odločimo, da bomo to spremembo tako naredili, ampak otrok mora imeti občutek varnosti ob tem. Mislim, da je to pomembno, da otroka ne zapustimo, da otrok ne doživi zdaj to kot konc sveta, zdaj ga pa ne bo nikoli več ali pa kaj takega, ampak mu povemo, glej, ne bom več spal pri tebi, ampak sem tukaj s tabo. Verjetno bo jokal. Verjetno bomo morali nekajkrat priti v sobo pa reči, glej, vse je ok, jaz sem tukaj, ampak glej, boš zdržal. Zdaj mi dva ne veva, koliko je ta otroček star, za katerega ste postavili vprašanje, to so vse zelo pomembne stvari. Ampak recimo jaz lahko tukaj povem eno stvar. Ko sva mi dva uspavala najine otroke, sva vedno jim dajala občutek, da niso sami. Če so jamrali, pa čivkali, pa jokali, sva prihajala nazaj v sobo in sva rekla, mi dva sva tukaj, sva doma, vse je ok. In na ta način sva jih v bistvu navadila samostojnosti in tega, da pač nisva z njimi ležala v nedogled in padla dol na pol mrtva. Ker nama je bilo tudi pomembno, da imava pač čas za partnerski odnos zvečera. Zdaj tako, če bi rada kakšen konkreten odgovor, rabimo več podatkov, koliko je otrok star, kakšen je vaš ritual zdaj in kaj konkretno želite spremeniti. In potem bo lahko malo bolj jasno odgovorila. Ja, eno vprašanje je v zvezi s tem, da 4-letni otrok, sin, nekako skuša posredovati, če sta oči pa mami, če se pogovarjata, če sta skupaj, skratka, Skratka, razsuva odnos, kadar sta ona dva fajn skupaj, kadar se kaj pogovarjata, skače v besedo, vpije, galami, glasno se igra in starši sprašujejo, kaj v takem primeru narediti, ko v bistvu otrok da sicer skozi smer sam takrat, kadar sta ona dva povezana ali pa se povezujeta. Ali pa če pridejo kakšni obiski, pa takoj, ko se socializira, skratka, ko mu neha biti naroden, reče, evo me, sem tukaj. Z zelo veliko pozornosti. Ker ona dva pač prenehata drugemu namenjati čas in pozornost, potem on tudi s tem potem se gre pa on igrati. Čist zadovoljen. Zdaj, jaz kar v tej situaciji vidim, to so te prefinjeni načini, kjer otroci nam kradejo neko moč. In kjer tukaj, tako, kada skuša nadzorovati, kada skuša upravljati nek odnos, katerega del on ni. Skratka, gre za partnerski odnos, ki je
pač nekaj čist drugega, kot je pa starševski odnos. To morate ločiti, a ne, to sta dve različni stvari. In jaz se spomnim, ne, teh poskusov, ko v bistvu že zelo majhni otroci, ampak tam 4-5 letni, ne, v tem obdobju dojamejo, da je pač avtoriteta nekaj, kar tam stoji in skušajo to avtoriteto nekako vršiti dol iz prestola. Ne. Spomnim se recimo, kaj je naš otrok rekel, ko bom pa jaz elaka, ne, boš pa oče ti sedel od zadaj, a ne, jaz bom pa sedel spredaj v avtu. In to so taki poskusi, jaz bi to rekel, da so to neke prijazne igre moči, ki pa seveda na to moramo odreagirati. Ali pa, ne. Ja, midva sva imela nek način, lejte, to je tako, danes vam bova pač midva nekaj rekla, kako sva midva delala, ali pa kako je kdo drug naredil, ali pa kako delujejo neki principi. Ko boste vi to skušali spremeniti, to od enkrat se ne bo nič zgodilo. Skratka, ko vi upeljete spremembo, morate ustrajati dalj časa, ker otroci imajo hudo prepričanje o tem, da vas bojo spravili na tla nemoči in da boste vi obupali, ne oni. Oni so blazno močni, inteligentni in veliko bolj vas poznajo, kot pa vi njih. Tudi če so stari samo 2 leti. Zato, ker otroci nas ves čas opazujejo. In ker sva midva z Albertom delala, je bilo, midva sva imela po kosilu kavo in sva rekla, zdaj pijeva kavo, ko bo kazalec tukaj, čez 15 minut, sva vam na voljo. In vsakič, ko je kdo prišel nekaj vprašati, sva rekla, lej, čez 15 minut ti bova na voljo, ko bo kazalec tukaj. In na koncu so videli, da ustrajava in so odnehali. So pa tudi mrskej, pa stepli so se vmes, pa kričali, pa tulali, pa zelo pomembne stvari so se zgodile. Sva pa dejansko potem zares prišla in sva jim bila na voljo. A ne, to je pomemben. To je pomembno, da jih ne pustimo pa, da jih ne vlečemo. Ja, tle je še ena zelo pomembna funkcija. Ne? Če si boste pogledali recimo na YouTubeu Marshmallow testa, ne? Ali zna otrok odložiti zadovoljitev, takošno zadovoljitev želje. A ne, veliko otrok je takih, da so nestrpni, takoj hoče imeti, ne zmore počakati, ne zmore odložiti. Ne? V trgovini tole igračko, zdaj takoj, tale bonbon, ne vem, ne? To sladkarijo in tako naprej. In v bistvu jih moramo naučiti tega, da ne morejo vsega dobiti takoj. Ne? In recimo tukaj en tak, ja, bova imela čas zate, zdaj pa malo počakaj. Glejte, je podobno, ko greste na stranišče. Eni otroci recimo nadlegujejo starše še na stranišču in si starši ne znajo te meje postaviti nekako, evo, tole je zdaj čas, ki ga jaz rabim zase in boš počakal. Nič se ne bo zgodilo, starše. Zmoreš počakati, vse bo ok. To so te v bistvu male izkušnje, ki se otroci pač morajo naučiti. A veste, nekaj biti tudi sami, ker s temi izkušnjami se pol grejo v vrtec, in grejo v šolo v naravi in odraščajo in postajajo samostojni. To so nujne izkušnje za to, da se bojo osamosvojili. Ta Marshmallow test vam bom link pripela od spodaj v komentarje. Je pa ta test pomemben tudi, ker v tem testu boste videli, kako na začetku učiteljica oziroma najmajo vzgojiteljica otrokom da na izbiro. Točno to, kar vam midva razlagava tudi v najinem webinarju in ko ste eni si mačkam po svoje razložili, pa bova tudi... Se mogoče gremo kar na to. No, lahko, gremo kar na to. A ne, ta način izbire ste eni razumeli razložili ste si, da v bistvu daš otroku, kot da ga pogojuješ. Uporabljali ste besedo če. Ko boste še enkrat gledali na en posnetek, bodite pozorni, midva nisva uporabljala besede če. Ne gre, da imaš na izbiro, a greš v pižamo ali ne greš v pižamo. Gre za to, da ti jaz postavim okvir,
greš zdajle v pižamo brez pregovarjanja in posledica je pravljica. Ne greš zdajle v pižamo, zdaj tega nisva jasno rekla, ampak to ne pomeni, da ne greš v pižamo. To pomeni, da greš v pižamo za pregovarjanjem, za cirkusi, za ne vem. Ne? In posledica takega načina, da greš na tak način v pižamo, je, da nimaš pravljice. Se pravi, lahko izbiraš samo to, na kakšen način boš šel ti v pižamo. Ne, da ne boš šel v pižamo. In zdaj, gledajte, je ista, ne sme v poslo. Ta je zelo dobra, da reč. Otrok prihaja dol in teži, jaz ne bi šel spat in vi ga pogledate in rečete, lahko greš sam, lahko te pa jaz nesem. Ne, zdaj, gledajte, spet ni ta izbira, da ne bi šel v poslo, to sploh ne obstaja. In tle je zdaj seveda od zadaj malo širše pojmovanje pa razumevanje, kaj je to avtoriteta, kaj je to naša starševska moč, kaj je to posledice, ki jih damo in speljemo, kaj je doslednost. In o tem bova posnela en webinar posebej. Mislim, posnela jih bova malo več. No, ampak to bo ena posebna oddaja z več konkretnimi primeri, da si boste to lažje predstavljali. Ampak, a veste, to je mogoče res, ni otrok tukaj v poziciji, da bi on nekaj odločal. Mi smo avtoriteta, mi smo postavili te okvirje in ti se lahko samo izbereš, ali šel po levi ali po desni. Nimaš pa druge izbire, ali bo šel ali ne bo šel. In tukaj je zdaj tudi vprašanje glede postavljanja meja. A veste, ne gre za to, da zdaj mi rabimo tukaj kričati, ne rabimo se vznemirjati. Tukaj gre za nekaj, kar je naša notranja moč. In to, da v bistvu mi držimo, a veste, to prepričanje, ti bo šel zdaj spat, lahko te nesem, lahko greš sam, to je notranja moč. In otrok, ki imamo mi to sliko, ki mi to čutimo v sebi, fizično, bo otrok to od nas, bo to sprejel, bo to začutil. In bo vedel, aha, tukaj je pač tako je. In ne bo niti več poskušal, bom rekel, zlomiti ali pa mislim, tudi kadar poskuša, ker vsake toliko časa nas oni testirajo, a ne, sploh takrat, kadar smo mi kakšne šibke volje ali pa izmučeni od službe ali pa od partnerskega odnosa tudi, a ne. Takrat zelo velikrat poskušajo zaradi tega, ker, a veste, ker partnerski odnos ni ok, pa pride otrok, pa vas milo pogleda, pa mu drugače ne bi dalo 5 popoldne čokolade. Ampak danes je pa tako prijazen, pa partner je tako zoprn, zakaj pa mu jo ne bi dala, pa malo ga bom k sebi stisnila, pa lejte, tega ne početi. Če imate neka jasna pravila, veljajo ta pravila, kadar ste povezani s partnerjem, kadar ste zmatrani, kadar niste zmatrani. Zato je tudi pomembno, da jih nimate preveč. Ker pravila so tudi za starše naporna. In včasih si mi naložimo preveliko težo. Ja, zdaj mogoče tle še en ata je rekel. Lahko sam malo, da se jaz mačkan odzovem, ker vidim, da ste začeli sodelovati, Petra. Hvala za pohvalo. Lahko se nadejate takega webinarja. Midva v bistvu, kar res rabva od vas je vaše potrebe, ker midva ne bi rada delala webinarjev, ki jih vi ne potrebujete. In takole, če napišete, kaj si želite in kako pač deluje, kadar so starši ločeni, kako lahko tukaj pomagava, da vas poveževa, da bo več bližine, z veseljem. In pač tudi veva, da je velika potreba na tem področju. Tako da greva naprej. Ja, en komentar je bil, da oče reče, se ne pregovarja, se ne pogaja in nič ne da na izbiro, ampak reče, to je zato, kar sem jaz tako rekel. Glejte, vse, kar deluje v zvezi z avtoriteto, uporabljajte. Zdaj mogoče samo to, da tukaj noter, zato, kar sem jaz tako rekel, tukaj mi uporabimo svojo moč, ker smo pač starejši, močnejši, odrasli. Ko bodo otroci prišli v puberteto, znate imeti tukaj zaplete, težave, ker bo otrok to moč narobe razumel in vam bo šel na kontra.
ta način izbire v bistvu uči otroke samostojnosti, odgovornosti. In midva ga uporabljava že prek 20 let, tudi z drugimi ga deliva. In v bistvu ga zato toliko zagovarjava, ker resnično deluje. Prvič resnično deluje, pa mislim, to je ena stvar, ki ne deluje samo pri nama, ali pa ni delovala, ker najni otroci so zdaj itak že zrasli. V bistvu nama starši pošiljajo feedback, tisti starši, ki so v bistvu znali najti način izbire. Veste, to je tudi pomembno, da res ne uporabljate teh čajev in da so te načini izbire smiselni. Jaz vedno rečem staršem, ne zafrkavati svojih otrok, sploh pa ne najstnikov, ker samo zgubljate stik. Izbira mora biti smiselna. Ne morete reči otroku, najstniku recimo, le lahko pač, ne vem, prideš domov točno, ali pa prideš domov točno, imaš računalnik, ne prideš točno, nimaš računalnika. To ne gre skupaj. To sta dve stvari, ki nimata v redu posledice. Ok, Albert me tle prganja, zato ker ne smem si izmišljati novih vprašanj, ker imava teh toliko. Ja, moramo priti čez. Malo se sprosti, vse bo vse ok. Ja, eno vprašanje, v bistvu bolj komentar verjetno, da to, da si otrok nabere izkušnje, je po eni strani lahko tako, da ima potolčena kolena, razbite zobe, da je polomljen kdaj. Zdaj po drugi strani, če mu pa ne omogočimo izkušenje, pa še pri 30-ih nesamostojen, pa mamico sprašuje. Kjer je hlače naj obleče? Ja, gledajte, izkušnje, ki jih dobimo z nekim čustvenim zapisom, ampak ja, varne izkušnje so seveda tiste, ki štejejo. Tiste izkušnje, kjer trpimo na tak način, da je prehudo, so neugodne izkušnje in tiste se nam ne zapišejo glih kot neki. Tole vprašanje je drugače zelo smiselno vprašanje, ampak je v bistvu, recimo to mi delamo na najnih dvodnevnih delavnicah, to je vprašanje, ki je povezano v bistvu z občutkom varnosti pri starših. Starši moramo presoditi, kdaj je otrok zrel, da ga spustimo, da se sam s kolesom spelje, ali pa da sam shodi, ali pa da gre sam s prijatelji ven, ko je najstnik. In če imamo mi strahove odprej, recimo, če so bili moji starši, če bi bili, moji niso bili, moji so bili bolj pretirano strogi, ampak če bi bili zelo taki, da jim ne bi bilo mar zame, da bi jim bilo vse en, da bi rekla, se že videla, se imela izkušnjo, pa bo videla. In bi jaz bila skozi na urgenci in skozi polomljena in potem bi bilo mene za mojega otroka verjetno strahotno strah in bi pač gledala vsak korak, kako ga naredi in bi to razvila v nek pretiran vzorc. In to je v bistvu za neko osebno delo. Tukaj zdaj pripravljava midva tudi en zelo dober delovni zvezek. A boš kaj povedal? Daj malo povedal. Ja, jaz to komi čakam. Zdaj, v bistvu, ko ga piševa, si rečem, mater, kar bo je dober, kravo je to imel na voljo. Mislim, da bo res neki, skratka, dopolnilo k knjigi Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, na način še več tega, kako reagirati, kako v bistvu tisto, kar rečete, pa kako tebi to na misel pride, odkot ti to pobiraš. To bi vam rada dala. In še ta delovni zvezek vam bo dal v bistvu ozaveščanje, zavedanje teh svojih naših limitov, ki jih imamo kot starši, ker recimo prijatelje gledamo pa rečemo, kako on lahko reče ne in ga kar ubogajo. Jaz pa se tle pred lomom pa nič. Skratka, dobili boste zelo eno dobro stvar, kjer boste lahko raziskovali vsa ta področja, ki jih imate glede vzgoje. Ne me prganjati. Ja, bo tudi za mlajše tako uporabno, ne samo za najstnike. Vprašanje, ali lahko otroka s crkljanjem, z pohvalami, z nagrajevanjem, z spodbudo razvadiš? Jaz mislim, ne vem, ali se gre tukaj, ja, lahko, seveda, to je preprosto vprašanje. Lahko ga razvadiš, če ga recimo nagrajuješ za stvari, ki bi mogle biti samoumevne. Recimo, eni starši rečejo, koliko si priden, kad dihaš. Mislim, zdaj pretiravam, ampak... Recimo, tle gre za to, kar sva govorila o lastništvu dosežka, lastništvu izkušnje. Če mi, recimo, pogojujemo otroka
A ne se bo otrok naučil, da doseže nek cilj samo, če je tam neka nagrada. In a ne, taki otroci imajo pol težave z motivacijo, s tem, da se sami nečesa lotijo. Ampak drugo je pa, da jih, pazite, crkljanje je to, da se stiskamo, da iščemo bližino, da iščemo stik, da se imamo telesni stik, da se božamo in tako naprej. Tega nimamo nikoli preveč. Ne? To so različni pojmi. Ampak mislim, to so res to pomembna vprašanja. Kaj je to crkljanje? Crkljanje je, ko otrok pride k nam in prosi za bližino in ga mi vzamemo v naročje. Pol je pa druga stvar, ko otrok pride k nam in nam reče, a mi daš čokolado, mi pa smo tik pred kosilom. In mi rečemo, lej, zdaj bo kosilo, čokolada je po kosilu. Ali pa pač danes si čokolado že dobil, ni čokolade. In on začne tuliti. In potem eni starši mislijo, da zato, ker otrok tul, da ga je treba tolažiti in crkljati. V takem primeru se jaz ne strinjam, da je otroke treba crkljati. Takrat ste zraven in rečete, lej, vem, da je hudo, pač tukaj je meja, rekla sem ne, ni fajn, kar zjokaj se, čokolada bo jutr, tako kot je vsak dan, tako kot smo zmenjeni, zdajle je pa to ne. In starši to zelo velikrat mešajo. Mi moramo znati presoditi, kdaj bi se otrok rad crkljal, kdaj je pa čas, da postavimo mejo in tudi takrat pustimo otroka, da gre čez svoj proces žalovanja, zato ker nečesa ni dobil, ker nečesa ni dosegel. Ga pa ne puščamo, da je sam v tistem trenutku. Smo zraven njega in celo lahko, zelo priporočljivo je, da razvijemo neko empatijo, rečemo, lej, res je hudo, ker vem, kako je, če si nekaj želiš, pa ne dobiš, ampak zdaj tako je. Zdaj, to je tudi vprašanje, kako je zdaj z otroškim jokom, kako tudi otroški jok vpliva na otroke in tako naprej. Glejte, jok je način komunikacije in tle seveda ni enoznačna komunikacija. Otrok lahko, da z jokom rabi tolažbo. In mi seveda moramo to prepoznati. Lahko pa z jokom jok uporablja kot orodje, s katerim pač dosega svoje cilje. Ja, pridobi moč. In gledajte, to je treba ločiti. Če je jok, bom rekel, klic k temu, da dobim tolažbo, je seveda zelo pomemben odziv, da se odzovemo primerno, da se odzovemo tako, da ga potolažimo. Ker s tem otrok dobi zapis, varno je jeti potolažbo in bo seveda razvil s časoma nek drug način, da bo rekel, jaz rabim to pa to. Če pa otrok z jokom seže to, da nas bo, bom rekel, nadmudril ali pa da bo nadmočen nad nami, da bo močnejši, da bo nekaj dosegel, je pa to seveda druga zgodba. Tako da to mislim, da je precej pomembno, da ločimo in zdaj odzivati se na ta način, če hoče dosež moč, da mu rečemo ne kričati, ne smeš tako lepa, seveda to ni glih najbolj učinkovito. To je ena stvar, prepovedati otroku jokati je tako, a veste, našim fantom, našim možem, moj mož je iz generacije, fantje ne jokajo. A veste, koliko sem bila jaz srečna, ko sem ga prvič videla jokati? In koliko je mogo šele on biti srečen, ker je lahko joku. Ne tega dela, da prepovedujete otrokom izražati čustva. To je nujno potrebno, to moramo, to je del nas. Ampak še ena stvar pohvale. Zelo sprašujete, kako otroka pohvaliti. Lej, ne me prganjati, če nama bo zmanjkalo cajta, bom jaz vsak dan še na kakšno vprašanje odgovorila. Albert, misli, da tečeva maraton, da sva tle že vsa prešvicana, dej, počas. Vse jim bova povedala, še več kot vse. Zelo velikrat vprašajo, aj prav na otroku rečeš priden, a ne? Jaz tako sem malo alergična na to besedo priden, ker si mislim, da je otrok ni kužek, a ne? Kar se meni zdi zelo dobra pohvala, pa sem prepozno to videla, da bi več uporabljala pri najinih otrokih, je, da rečete otroku, to si pa dobro naredil, a si zadovoljen. Ali pa to si pa v redu naredil, kako se počutiš. Ali pa, če se je dolg časa za neki matral, da mu rečete, lej, a vidiš, uspel ti je, kako se zdaj počutiš.
da prebujate ta občutek v njegovem telesu, da ga učite, da on zaznava svoje telo, ki je zadovoljen, ki je dosegel nek uspeh, ki je premagal neko oviro, ki je premagal nek strah, ki je 1000krat neki probil, pa mu je pol ratal. Te občutki so za njegovo samozavest zelo pomembni. In zato je tudi pomembno, da mi znamo na ta način otroka pohvaliti. Lej, ti imaš ta občutek, tvoj je in jaz sem vesela zate. Ne priden si. Dobro. Vprašanje naslednje. Odvajanje od pleniče. Kako se odzivati, ko otrok si sicer želi, da bi bil brez pleničke, ampak mu ne uspe čist in še lulati po parketu in tako naprej. Tukaj nam malo manjka, koliko je ta otrok star. Veliko meni manjka. Meni manjka, koliko je ta otrok star, meni manjka to, a mu res čist nikoli ne rata, a mu sam kdaj pa kdaj ne rata. Jaz sem pač mnenja, midva sva različno dajala te najine otroke iz plenic, imava zelo zabavne zgodbe okrog tega, ampak ena stvar, ki je vedno delovala, je točno to, vzameš pleničko dol in otrok je parkrat videl, aha, kalulam teče, ne? A veste, ker on prej, ki je v plenico zavit, ne ve, kako se to zgodi. On sam čut, pa se polula, ne? Pol pa vid. In vsakič, ko se je polulu, ga dvigneš, neseš kahljici in rečeš, lej, tle noter, ne? Se polulej in pobrišeš, ampak če se pa to še zmeri non-stop dogaja, da se veliko dogaja, več dogaja, kot pa, da bi lulal v kahljico, to pomeni, da je premehen. To pomeni, da je premehen in da... Lahko si sicer res želi, ampak še pač ni dozorov, da bi kontroliral. In jaz mu ne bi rekla, da je premehen, ampak bi ga postopoma, pa bi mu dala mogoče za 1 uro na dan dol pleničko, pa bi mu jo dala nazaj, tako da bi nekako dobival ta občutek, kako je biti brez pleničke pa v plenički. Okay. Sam pa podaljšek, grem ti, ker preberem vprašanje. Vprašanje je, to bi Leja rada odgovorila, kako je, če se recimo partnerju nekako odpne v neki situaciji. Skratka, jaz domnevam, da je to vprašanje tako, da mož je bolj, bom rekel, na ostro in mami se zdi to preveč na ostro in potem sprašuje, a ga ne ustavi kar pred otrokom, da to ni primerno, ali mu ne pove na samem pozneje, da je šel predaleč in da... Jaz ko mi čakam, da na to vprašanje odgovorim. Moje mnenje je, da za nazaj zdaj, ko gledam, da bi včasih mogla pustiti, da bi moj partner naredil kaj malo bolj na ostro. Je pa tudi moje mnenje, da se otrok ne sme poniževati in da do njih ne smemo biti nasilni in tlele je bil tudi moj strah zelo velik vedno, ker pač smo različni, kako nas pač odnese, kadar nas jeza pograpa. In ko smo mi daleč jezni, začnemo govoriti neumnosti in takrat se moramo starši v resnici umakniti. Kar sva jaz pa Albert naredila pol z leti, na začetku nama ni šlo najboljš, je bilo, da sem jaz šla k Albertu in sva bila zmenjena, da sem ga takole mečkam bolj trdo za hrbet prijela in to je bil znak, a se lahko umakneš. To je bil znak, da pač je šel predaleč. In je Albert ponavadi rekel, moram na WC ali pa grem ven nekaj iskat in se je pač umaknil. Ni prav, da pred otroki tulmo, da smeš pa nehi, pa ni prav to, ampak to vsi delamo. Ja, zdaj sploh jaz mislim, da moški zelo boleče doživljajo to, da oni pač, mi verjetno doživljamo to kot, da se nam jemlje neko avtoriteto pred otrokom. In pa te zelo hudi. To je lahko velika frustracija. Zdaj ta tema je povezana tudi s tem, da veste, tukaj gre za tudi moč partnerskega odnosa.
Skratka, a se midva lahko pogovoriva o najinih starševskih vlogah izven neke situacije, a se znava slišati, a ti slišiš, da preklinjanje, poniževanje in take stvari niso primerne, a ne na kakšen način se pač to pogovorimo in to je ena druga tema. Pa vse je treba omeniti, to je tudi tema vzorca, ki ste ga vi imeli v vaši primarni družini. Skratka, če je kdo od vaju imel ta vzorc, da ste prekinjali, se poniževali, v nič dajali in če tega nikakor ne more nehati pri vzgoji svojih otrok, je čas, da si najdete pomoč. Zaradi tega, ker to ni upravičilo, a ne naše otroške zgodbe niso upravičilo za to, da mi s našimi otroki ravnamo neprimerno. Ja, a je primerno, da 12-letnik sodeluje pri gospodinjskih opravilih? Ja, jaz bom rekla, da je to že malo pozno. Skratka, da čisti kopalnico, WC školjko, umivalnik, a to lahko kaj, ne vem, vpliva na njegov razvoj? Ja, lahko vpliva. Več ga boste naučili, bolj bo sodeloval, bolj bo cenil stvari, ki jih ima in bolj bo pazil, kakšne pušča te stvari. Skratka, jaz mislim, da je otroke treba vključevati v gospodinjska dela in poleg tega sem zelo, zelo močnega mnenja, da je delo, da so hišna opravila lahko tudi en del druženja skupaj in en del igre. Mi smo se zelo zabavali, ko so bili naši otroci majhni. Tako, meni je bil to cel žur. Albert je to malo težje prenašal, sploh, ko so majhni hoteli kopalnico pomivati in je bil to... Ampak dobili so delovne navade in ko so bili najstniki, so pol te delovne navade majčkeno zgubili, ker jim je pač bilo, druge stvari so jim bile pomembnejše. Zdaj, ko so samostojni, jih pa imajo, pa pač delajo red pri sebi. Kaj pa, a se da 12-letnika navdušiti, da bi jedel zelenjavo? A se da tebe navdušiti, recimo, da bi jedel vroče kumare? Pa je star 2, 4, ne rabim, 5 malo spredi. No, gledajte, tle so tako, ne, ene stvari pač povzamejo, se navdušijo malo pozneje. Naši niso marali v hribe hoditi, zdaj so čisto navdušeni nad tem, da hodijo v hribe. Tudi niso marali zelenjave. Brokolija niso marali. Ja. Ker, a te bo brokoli tolažil, če ti je težko namesto čokolade. Ampak kaj vem, v Kitajski tam, veste, kaj jih zavijajo v neko testo, pa spečejo, tam ima pa to čisto okus. No, jaz vam lahko povem eno zgodbo. Naši otroci zelo niso jedli zelenjave, ko so bili majhni. In meni se res ni dal, pač, a veste, una usta, ne bom odprl, pa žlica od spredi, ne bom odprl. Jaz sem si mislila, bom vsak dan bila zagranjen za teh karfiol, pa buč, pa ne vem česa. In sem izumila krompirjevo juho in v to krompirjevo juho sem zmetala vse, zele, karfiolo, buče, vse. Pa sem zmiksala, pa noter kislo smetano, pa dala na mizo in oni so to jedli. Kaj je to? Krompirjeva juha. Oni so to jedli kar pri norcih. To je bila njihova najljubša juha in še danes je. In čez nekaj časa sem jim rekla, tako jemo tisto krompirjevo juho in pač, ker jaz ne lažem, ne? Sem rekla, veste, da tle not ni samo krompir, ne? Tle noter je tudi karfiola, pa zele, pa koleraba, pa in so rekla, dej, nakladi, to sam zato govoriš, da ne bi več marali te juhe. No in naslednjič sem jim pokazala, ker sem kuhala to juho, sem rekla, poglejte, kaj je vse noter. In se niso dali prepričati, oni temu še vedno rečejo krompirjeva juha in še zmeraj imajo najrajši, tako da najdite kakšne načine, da jim boste pač to zelenjavo lahko pripravili tako, da jo radi jejo. Vsekakor pa jaz verjamem, da človek vse stvari začne enkrat jesti, manj ga boste silili, prej jih bo začel jesti. To sem prepričana. Imajo pa eni naši prijatelji eno zelo fino pravilo, kar se hrane tiče in je meni všeč. Imajo 2 majhni punčki, 3 pa 5 let stari. In ko dobita one 2 hrano in če so nekje na obisku, je pravilo vedno probati mora. Skratka, morata pojesti eno žličko in morata probati. In če pa rečeta, da ima ni dober, jih ne silta. In to mi je všeč, zaradi tega, ker
imata izkušnjo okusa in če ima ta okus ne paše, pač ne moreš otroka prisiliti, mislim, lahko ga prisiliš, sam ni prav, da to delamo. In kar me preseneča, zelo velikokrat se zgodi to, da pojesta. Ja. To vprašanje, kako pripraviti najstnika, da bo samoiniciativno pospravil sobo, da se bo samoiniciativno lotil domačega branja, da bo samoiniciativno delal domače naloge. Kdaj si ti samoiniciativno pospravljal? Glejte, takrat, ko vidiš smisel in pri enih stvarih najstniki vidijo smisel šele, ko so na svojem. Recimo, ko morajo svoje stanovanje pospraviti, pa takrat niso več najstniki. Tako da, ja, to je tema, ki sodi v program uspešna komunikacija z najstniki. Všeč mi je, ta vprašanje mi je všeč. Jaz bi se eno stvar bi vam rada povedala. Lejte, mi stvari počnemo, kjera beseda je uporabljena v vprašanju? Samoiniciativno. Mi počnemo stvari samoiniciativno takrat, kadar v njih vidimo smisel. Jaz vidim smisel v tem, da imam pospravljeno okolje, meni to res zelo veliko pomeni. In jaz sem včasih pripravljena 5 ur skupaj pucati, zato ker samoiniciativno. Najstnik ima totalno druge prioritete. On se ukvarja v svoji glavi in v svojem telesu čist popolnoma z drugimi stvarmi. Njemu dol visi, a so črni štumfi na tleh, a niso. Njemu dol visi, a je pomita posoda, a ni pomita. In on to naredi zato, ker mu je mar za odnos z nami, če je z nami v stiku. In ko mu mi rečemo, pomij posodo, bo zavijal z očmi, pa jamru bo zraven, ampak običajno jo pomije. Če je z nami v stiku, o tem govorim. Ne zato, ker čuti, da mora pomiti posodo, ampak zato, ker mu je mar za odnos. In enako je s šolo in enako je z vsemi stvarmi v tem obdobju. Pač jaz sem namenila mečkan časa za ta odgovor, ko vidim, da so kar skočili v lov starši. Ja. Meni je eno vprašanje zanimivo. Kako preusmeriti 2 leti starega otroka, ki zahteva sladkarije? Meni ta, bom rekel, beseda zahteva pri 2-letnem otroku v odnosu do nas nekaj mi ne gre tle skupaj. Ja, to pomeni, da imate zelo močnega otroka, ki ima zelo veliko moči. Ja. A ne nad vami. In recimo, če že mi otroka doživljamo, da on od nas zahteva, tle se mi zdi, da je res v tem ravnotežju moči nekaj si otrok prisvojil več, kot mu pripada. Zdaj, lahko to moralistično malo zveni, ampak mi smo tisti, ki dajemo otroku in otrok je lahko hvalil, da je dobil, recimo. Lahko si seveda otrok zelo želi in to zelo tako intenzivno izraža, da bi pač rad nekaj imel, ampak ne moramo ga postaviti v to pozicijo, da on od nas zahteva. Ker pol mu mi ne damo in pol on užaljen. Jaz tukaj povedala kar eno zgodbo, da si boste lažje predstavljali, kaj to pomeni, ko otrok zahteva. 3-letna punčka pride k mamici in reče, takoj mi dej vodo! In mamica reče, poslušaj, Špela, jaz sem tvoja mami in ne moreš ti meni ukazovati. Saj veš, kako to pri nas naredimo. In ta mala takoj je gledala s tistim jeznim obrazom in malo tako podbutala z nogo. Jaz sem tako, pa sem rekla, me pa zanima, do kam bo zdaj to šlo. Ampak je rabila, ne vem, 30 sekund recimo in potem je prišla nazaj in je rekla, mami, prosim, a mi daš vodo? In je mamica rekla, super si to povedala, pejt greva po vodo. A veste, razlika je v tem, kakšen odnos gradi otrok do nas. In to je nekaj, kar ga mi učimo. To je odnos do avtoritete. Kaj krepimo in kaj pač zmanjšujemo. In to je odnos do avtoritete. In take stvari se vam bojo potem začele dogajati. Boste imeli probleme v vrtcu, pa v šoli, ker otrok ne bo vedel, da to ni okej. Zato, ker je zdaj še mogoče premajhen, da bi mu to povedal. Otrok ni premajhen, da mu to poveste.
ampak mu poveste na način, ki je za njega sprejemljiv. Seveda pa ne bo zadovoljen, ker mi imamo vsi radi moč, a ne? Vsi smo radi močni. Ja, tudi to vprašanje verjetno, a ne, da je treba ga za vsako stvar prositi, pa 5-krat, pa šele ta 6. pol deluje. To je stvar plesov, o katerih bova tudi govorila, ne. Skratka, otroci nas zapeljejo v neke plese, kjer oni prevzemajo moč, kjer oni prevzemajo komando, kjer oni začnejo določati pravila in mi izgubljamo tle svoj vpliv. In eden od teh plesov, ne, da se pregovarjamo ali pa da jih prosimo, oni pa ne slišijo, to je pač nek odnos, kjer smo mi izgubili neko starševsko moč. Ne. In tukaj grejo zraven seveda to, kako otroka naučiti, da kad nekaj rečemo, se to zgodi, kaj je to naša avtoriteta, kaj so meje, kaj so posledice. To bova v posebnem webinarju. To si kar piš. Vse imam napisano že. Tlele bi jaz mogoče zdaj pa en primer, tak luškan primer, postavila ga je ena mamica in je rekla, da se jo je dotaknila ta zgodba z jajčkom in da je pri njih zelo podobna zgodba, da velikrat oči, ne vem, recimo, dala je primer, da gre v trgovino in otrok gleda za njim in mu ona reče, a bi šel z njim, in otrok se ne odzove in mu še enkrat reče, a bi šel z njim in otrok se še vedno ne odzove in potem se oči odpele in je konec sveta. Otrok začne jokati, tult, katastrofa, ni me vzel s sabo in tako naprej. In mamica sprašuje, kako naj ga, pač kaj naj naredi, da se ji ful smil in da ga v tem trenutku ona stisne k sebi in tolaž, ampak da je to težko gledati. Meni se zdi čisto v redu to, da ga dvignete, da ga stisnete k sebi, kar je pa pomembno, ta otrok se ne zaveda, da je zamudil situacijo, a ne? In ne ve, kako lahko naredi drugače. To se pravi, vi ga vzamete v naročje, ga potolažite in mu rečete, lej, naslednjič, ko te vprašam, a greš z njim, mi odgovor. Skratka, da bo naslednjič lahko narediš drugače. A ne? To je sporočilo, ki ga mora on dobiti od vas. In kako lahko naredi drugače. Skratka, naslednjič mi reči, ja, z njim bi šel in boš šel lahko z njim. A ne, to je v bistvu ena taka spet tipična, da je otrokova izkušnja za njega neka napaka. In a ne, to napako se da popraviti, oziroma mehni otroci, ki vidijo, da so naredili napako, to izrazijo z nekim jokom, z nekim nezadovoljstvom, lahko tudi so jezni ali pa cepetajo ali pa karkoli. Skratka, to lahko razumemo, in kar je naše sporočilo ali pa naša pomoč je, glej, to napako lahko naslednjič popraviš, ali pa lahko narediš drugače. In v bistvu otrok s tem dobi neko upanje in njemu se je podaril svet in on rabi v bistvu dobiti neko upanje, da lahko nekaj naredi drugače. Maša, hvala za tole. Ja, res vaja dela mojstra in to se midva zelo trudva vam povedati vedno. Ko vam prvič ne rata, ne obupati. Pol vam pa rata 5-krat, pa vam 6-ič ne rata, ne obupati. To se skozi vsem dogaja. Tudi nama se je to non-stop dogajalo. Pa je meni ratal, pa je Albert zamočil, pa je Albert rata, pa sem jaz zamočila. To je življenje. Ampak pomembno je, kaj je pomembno? Mi dajemo otroku sporočilo, da delamo na odnosih, da se trudimo z vzgojo, da nam je mar za njih in pol takrat, ko zamočimo, oni vejo, da smo mi zamočili, da tega nismo naredili za nalaž. In je veliko lažje živeti skupaj. Nas nimajo za tako velike sovražnike. Sploh pol, ko so najstniki. Ja, deva še 2 vprašanji. Skratka, 2-letna hči ima zelo močen karakter in če ji kaj ni prav, pol kriči, pa zjoka se, pa skratka to zelo odločno kaže. In zdaj mami sprašuje, kako bi na lep način umirjeno lahko povedala, da se tako ne dela. Jaz se bojim, da se pač ne da dopovedati. Jaz se bojim, da se otrokom itak sploh ne da nič dopovedati. Tako kot tudi meni ne, tebi pa še manj. Skratka, gledajte, pri nekaterih situacijah se pač mora nekaj zgoditi.
In otroci, v bistvu, meni to tako hecno opazovati, veste. A ne, starši smo toliko prijazni, toliko se trudimo, toliko smo kulturni, uvidevni, sočutni, jaz ne vem kaj vse, a ne. Nežni. Otroci pa, če jih gledaš, ne izbirajo nobenih sredstev, grejo kar tank za tistim svojim ciljem, rušijo pred sabo vse, grizejo, so nesramni, destruktivni, mislim tako, ne. In gledajte, tle ni nekega ravnotežja, ne. Ja. Ampak zdaj ne govorimo o tem, da moramo mi biti taki kot oni, ampak gledajte, pri enih stvarih enostavno pač uporabimo to svojo moč, da smo dejansko odrasli in pač je ne je ne in ne rabimo niti govoriti, pač ne. In smo tam in smo z njim in te razumem, da ti pač zdaj ni v redu, ampak čim manj besed. Čim manj besed, otroka primate, odstranite ga v nek prostor, se zraven njega usedete, počakate, da ga to mine in dejansko, če boste vztrajali, vam garantiram, da bo to minilo. Vsaka stvar mine. A ne? S tem, da če tolažite take otroke v tem smislu, da so bogi, bojo pridobivali moč. Ko jim pač hočete povedati nekaj, itak vas ne slišijo, ko se derajo. Tako da tam ste zraven in rečete, vem, da je težko. Zdaj, gledajte, pri 2-letnem otroku je še to, da mu lahko seveda preusmerimo pozornost na nekaj drugega. A ne? Se pravi, je nekaj teh principov, a ne? Da ga pač stisnemo k sebi, da ga ne razburimo še bolj, da ga potolažimo na nek način, ampak vztrajamo pri tem, kar smo rekli. In ja, mu preusmerimo pozornost, da ne delamo neke drame, da eni otroci naredijo zelo veliko, bom rekel, zelo velik ognjemet. Zelo velik ognjemet, mi se pa nalezamo in pa smo oboji isti. Takrat je pomembno, da vi ostanete vsi s sabo in da ste mirni. In tudi, lejte, če se to vam zgodi v javnosti, ne si mislili, da se sam vam to dogaja. Starši so v bistvu takrat bogi zaradi tega, ker mislijo, da se sam njim to dogaja in pa bi to radi na nek način prikrili in otrok čuti to stisko, ko smo v javnosti, da mi nismo sigurni in sam še bolj navije. Če pa, ko boste vi vse, ok, pa si boste mislili, kar dej, ne, bo otrok zelo hitro nehal. Eno vprašanje je še, ki je v zvezi z 4-letnikom, ki ima bujno domišljijo, kaj narediti kolaže in kako mu dopovedati, da to ni lepo. Jaz imam pri 4 leta starih otrocih z bujno domišljijo v bistvu to zadrego, da oni verjetno živijo precej v tem domišljijskem svetu in meni se zdi to domišljijo podpirati čisto ok. Zdaj pač tle ne piše, o čem laže, a ne? To je pač, midva ne veva zgodbe, pač ni ok, če res laže, če recimo vam reče, če prinese igračko z vrtca, pa mu vi rečete, ki jo je dobil, pa on reče, ne vem, dal mi jo je David, ampak on jo je pa sunul, je to laž. Ja, in še kraje je zraven. To je druga zgodba. Če vam pa on, pač če pa ne vem, vid neki, pa vam začne pripovedovati zgodbice, pa si izmišljuje, kaj... Kako je šel nekdo s čevlji na luno, recimo. Ja, recimo, to je pa pač domišljija in to ni laž in to lahko spodbujate. Tako da tle nama v resnici manjka zgodba, a ne? Tle nama manjka zgodba pri tem fantku 4-letnem, tako da, lejte, bo mogoče naslednjič ta zgodba prišla. Ena stvar za zaključek, ki bi vam jo rada povedala. Skratka, webinar bova odklenila v soboto in v nedeljo. Tisti, ki ste ga kupili, ga lahko boste pogledali še enkrat in vas lepo prosim, da si to možnost izbire pogledate zelo natančno. V tej možnosti izbire ni pogojevanja, ampak je dejansko samo smiselna izbira. To mora res biti smiselno narejeno. Če kaj ne boste razumeli, lahko vprašate, lahko napišete vprašanje tlele pod tale live, ki smo ga danes posneli, lahko pa pošljete tudi mail. To je ena stvar, če bi pa kdo v soboto pa v nedeljo rad še gledal webinar in ga še ni kupil, naj pa piše na prijava@vezal.si, pa vam bo naša Medeja, ki je zdaj tudi z nami, se mi zdi, če je še, odgovorila, kako potem naprej izgleda postopek. Te prijave. Tako da zaenkrat je to.
Če bojo še kakšne vprašanja se nabrala, bova z veseljem naredila še kakšen takle večer. A si predstavljate, da vas je bilo v enem trenutku 40 z nama, meni se je zdelo prav lepo. Ja, prav lepa skupina. Ja, prav lepa skupina in sem res vesela. Hvala vsem, ki ste komentirali, ki naj spodbujate. Hvala vsem, ki nam dajete namige za še nove stvari, pa tudi tistim, ki nam pokažete, kako narobe naj jo lahko razumete, zato ker se mi dva nejasno izražava. To je zelo pomembno, zelo pomemben del. Tako da jaz vam želim lep večer in lep teden. Zdaj le morate uživati, kmalu bo 1. september, uživajte na vso moč, tudi če je mraz. Ja, jaz sem se to spomnil, zdaj, ko se je ohladilo, zdaj smo vsi skulirani. Zdaj smo res skulirani. Skratka, bova se še kaj pojavila tukaj gor, kaj je res ljubale. Jaz sem prav, ti so občutek vam, da sem v neki družbi, res, takole, teli komentarčki lušni. Hvala res vam za vse, za vprašanje, za družbo, lepo se imejte, lahko noč. Adijo. Čau, čau.